Brežičani nejevoljni glede umestitve hidroelektrarne Mokrice. Priznanje za ravnanje s človeškimi viri Mariji Jurekič. 100 let Uršule Koritnik. Dober večer. V Brežicah je potekala javna obravnava osnutka državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Mokrice. To je zadnja elektrarna, ki bo v spodnjesavski verigi uravnavala pretočnost reke in poplavno varnost. Nekatere projektne rešitve pa za tamkajšnje ljudi niso sprejemljive. Prebivalci poplavno ogroženih Loč nočejo varovalnega nasipa tako blizu naselja, kot je v projektu. Najbolj pa so razočarani, ker je predviden nov most pri Brežicah in ne čez jezovno zgradbo elektrarne, kot je bilo obljubljeno. Most bi lastnikom njiv in vinogradov na drugem bregu Save skrajšal pot za 20 km, pravi predsednik vaške skupnosti, zato od zahteve po mostu ne bodo odstopili. Mi bomo poskušali vse, tudi če ne bo druga, bomo bojkotirali volitve, tako da opozorimo na naš problem. Namesto čez jezovno zgradbo bo zgrajen most v Brežicah za potrebe nove vzhodne obvoznice. Koncesijska pogodba zavezuje podjetje hidroelektrarne na spodnji Savi za premostitev Save na področju elektrarne, pravi vodja tehničnega sektorja Silvester Jeršič. To pomeni z naše strani en most, ostalih mostov pač ne moremo komentirati kot koncesionarji. 5 gospodinstev zaselka Ribnica pa zahteva, naj naložbenik odkupi njihove nepremičnine. Želijo se preseliti, ker so stisnjeni med avtocesto in Savo. Vsi enotni smo za odselitev, da bi tudi, če bo potrebno, nastopali tudi nekje, magar v Evropski skupnosti, da dosežemo to. Občina bo po zagotovilu župana budno spremljala vse pripombe. Vsako bomo poskušali maksimalno dobro preučiti, najti rešitve, tam, ki bojo sprejemljive, jih bomo maksimalno zagovarjali, seveda verjamem pa, da vse želje se pa tudi ne bojo dale uresničiti. Zaradi vseh pripomb je dal občinski svet na osnutek mnenje s pridržkom. Občinska projektna skupina, ki spremlja umeščanje elektrarn, pa celo negativno mnenje. Na sinočni seji šentjernejskega občinskega sveta so se svetniki med drugim seznanili s 4 dokončnimi poročili nadzornega odbora. Ta je med drugim opravil nadzor nad zaključnim računom občine za leto 2011, poslovanjem samostojnim podjetnikom Alojzom Globevnikom in izgradnjo kulturnega centra Primoža Trubarja ter pri tem zabeležil več nepravilnosti. Po sinoči sprejetem sklepu opozicijskega svetnika Alberta Pavliča bo moral nadzorni odbor ugotoviti, ali gre zgolj za določene nepravilnosti ali za večje kršitve. Pri večini zadev, katere smo pregledali, je pri vseh teh zadevah prihajalo do nekih odstopanj, nekatere so nekoliko manjše, nekatere malo večje. Zdaj smo dejansko dobili pa tudi se strani občinskega sveta, da se dejansko tudi izrecno opredelimo v temu manjših odstopanj oziroma večjih odstopanj in temu primerno tudi ukrepamo. V poročilih je nadzorni odbor izpostavil več primerov kršenja zakona o javnem naročanju oziroma pridobivanja poslov brez javnega razpisa. 2 sta taka, ki sta dejansko izstopila iz tega ven, se pravi, za hujše kršitve oziroma lažje kršitve, želim, da pa to odločimo v sklopu nadzornega odbora, ker smo le tisti, ki bomo dejansko skupno mnenje podali. Župan Franc Hudoklin že od začetka zavrača vsa poročila nadzornikov, saj kot pravi, ne odražajo dejanskega stanja. Bom rekel, verjetno si pisalo, tudi danes je vedelo po navodilih nekoga in seveda te zadeve so prišli tudi na občinski svet. Še vedno jih zavračam, kajti mislim, da ne vse tisto, kar je bilo izrečeno, bom rekel, v nasprotju z vso zakonodajo. Hudoklin ostro zavrača vse očitke o kršenju zakona o javnem naročanju in drugih kršitvah. Torej, jaz že danes zatrjujem, da sta tudi jasno govori, da bi morali te zadeve biti upravljene 15 dni po upravljenem nadzoru, kar pomeni, da so bili sklepi danes sprejeti mimo, ker gre seveda za, bom rekel, poročila, ki so stare že skoraj več kot pol leta ali, bom rekel, celo 3/4 leta. Hudoklin še dodaja, da se bodo tudi v prihodnje posluževali pravnih strokovnjakov in najverjetneje že na naslednji seji z njimi dokazovali, da so bili sinočni sklepi sprejeti mimo zakonodaje. Sicer pa so šentjernejski občinski svetniki pred včerajšnjo sejo obiskali tamkajšnje podjetje HIP, ki letos beleži 40 let, in razvojni center in Medika. 40 let je že minilo, odkar so v Šentjerneju proizvedli prva hibridna debeloplastna vezja.
Kot je povedal direktor Inmedike Dušan Plut, so se iz izključno proizvodnega podjetja hibridnih vezij razvili v tržno usmerjeno podjetje senzorjev za uporabo v različnih aplikacijah na področju medicine in industrije. V prihodnje imajo za cilj razviti nišne medicinske produkte, ki so zaželeni po celem svetu. Se pravi, da delamo mrežo ne samo domačih podjetij, ampak tudi podjetij iz tujine in za to mrežo krepimo znanje in ga tudi prinašamo v Šentjernej. HIP sodi v skupino 9 podjetij na svetu, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov za invazivno merjenje krvnega tlaka. Njihovi izdelki so kljub majhnosti konkurenčni velikim multinacionalnim korporacijam. Ta čas čakajo na pozitivne odzive na merilce krvnega tlaka. In zdaj finiširamo en razvojni ciklus, ki se bo zaključil s tekom koncem tega leta. Naslednje leto je zelo pomembno prodati te izdelke na trg, oziroma začeti prodajo, ki jo potem ne bi samo še rasla v naslednjih letih. Hkrati pa že delamo priprave za drugi razvojni ciklus, ki sledi pomeni drugo 5-letno obdobje. Sodelovanje v razvojnem centru Inmedika, podjetju HIP in drugim lokalnim partnerjem odpira možnosti za snovanje novih projektov, ustvarjanje višje dodane vrednosti in novih delovnih mest, sta prepričana Plut in Verstovšek. Črnomaljski občinski svetniki pa so sprejeli že drugi rebalans proračuna za letošnje leto. Znižali so ga za dober 1 milijon evrov. Proračunski prihodki so se zmanjšali iz več razlogov. Naj povemo, da se je s 1. julijem znižala tudi povprečnina, kar seveda tudi vpliva na prihodek občine in s tem tudi na, bom rekla, na plačilo določenih investicij in ne nazadnje tudi domskih domov, otroškega varstva in pa ne nazadnje tudi izobraževanja. Na dinamiko prihodkov in odhodkov pa vplivajo tudi podaljšani roki za izgradnjo nekaterih naložb, dodaja županja. V skladu z varčevalnimi ukrepi so svetniki sprejeli 10% znižanje vseh sejnin. Tako bo za občinske svetnike sejnina poslej znašala dobrih 121 evrov. Seznanili so se tudi z namero prekinitve koncesijskega razmerja zobozdravnika Antuna Cerovca, ki se bo s 1. januarjem upokojil, in sklenili, da ne bodo iskali novega koncesionarja, ampak bodo program prenesli na Črnomaljski zdravstveni dom. Niso pa svetniki podali soglasja k postavitvi bazne postaje kabelskega omrežja družbe KKS na stavbo osnovne šole Milke Šober Nataše. Prejeli so namreč negativni sklep. Tako strani sveta šole kot sveta zavoda osnovne šole Milke Šober Nataše in mislim, da občina kot taka tudi ne more dati pozitivnega soglasja k temu. Kabelski operater KKS mora po pravnomočni sodbi Višjega sodišča do 23. oktobra odstraniti bazno postajo in antene z dijaškega doma. Dejstvo pa je, da KKS podjetje bo moralo za svoje odjemalce seveda poskrbeti, da bojo imeli signal. Za njihovega kandidata za državnega svetnika so črnomaljski občinski svetniki izvolili Samarja Halila, za elektorje pa Štefana Misjo, Andreja Matkoviča in Janeza Perušiča. Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50 letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce sta bili temi 5. dne ravnanja s človeškimi viri, ki ga prirejajo v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Na Otočcu so hkrati 5. podelili priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, tokrat Mariji Jurekič. Nagrajenka tudi po koncu delovne kariere od novomeške Kovinotehni MKI ostaja dejavna, saj je prevzela vlogo prokuristke v podjetju. Menim, da sem to priznanje si zaslužila v prvi vrsti zato, ker delujem v širšem okolju, tako na lokalni ravni kot na državni ravni na svojem področju. Čeprav delo Jurekičeve ni bilo izključno vezano na kadrovsko področje, je bilo vse njeno delovanje usmerjeno v dobro ljudi, delavcev, v njihovo zaposljivost in ohranjanje delovnih mest, je zapisala komisija. Vse skozi je delala v razmerah, ki so bile izjemno gospodarsko težke, ampak znala je resnično skrbeti za ljudi, prisluhniti in predvsem pomagati. Rdeča nit dneva, ki ga prirejajo v sekciji za ravnanje s človeškimi viri, je bila razmislek o starejših zaposlenih, prenosu njihovega znanja na mlajše kolege, zdravju zaposlenih in projektu POZA. Brez primernih kadrov, brez usposobljenih ljudi, ki imajo izkušnje, kompetence, dejansko nobeno podjetje ne more v tem času biti učinkovit in uspešen na mednarodnem pa na domačem trgu.
V sklopu današnjega dne so predstavili tudi novo izdan priročnik dobrih praks z naslovom Absentizem, preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje, s čimer so projekt POZO tudi uradno končali. Novomeški glavni trg so oživili študentje. V središče mesta se je namreč iz osnovne šole Drska preselila dislocirana enota Ljubljanske fakultete za strojništvo, ki v Novem mestu vsako leto razpiše 60 študijskih mest. Fakulteta za strojništvo je v dolenjski prestolnici prisotna že 30-letja. Zdaj študenti predavanja poslušajo v središču mesta. Študentov strojništva je v prvem letniku v Novem mestu 45 do 60, v drugem letniku jih je okoli 15 do 25 in v tretjem letniku od 10 pa do 15. Zato je še toliko pomembnejše, da je fakulteti skupaj z občino uspelo najti prostore v Novem mestu. Tisti, ki so se odločili za študij na strojni fakulteti, prav gotovo bi se preselili v Ljubljano, se pravi, Novo mesto bi izgubilo 880 študentov dnevno. Res pa je, da ni celoten študijski proces v Novem mestu. Laboratorijske vaje morajo študenti opraviti v laboratorijih, ki so v Ljubljani. In študente tako na vaje vozijo v Ljubljano. Prednost študija v dislocirani enoti je predvsem v manjših skupinah, pravi duhovnik. Sploh niso prikrajšani, nasprotno, ker delajo v manjši skupini, je velika prednost prav za njih. In novomeški študenti dosegajo od 15 do 30% boljši uspeh kot njihovi ljubljanski kolegi, še dodaja duhovnik. Društvo poslovnih žensk FAM, ki združuje vodilne ženske kadre iz vse Slovenije, za svoje članice vsak mesec pripravi srečanje, kjer si izmenjajo mnenja in spoznajo delovanje različnih organizacij. Tokrat so bile gostje Splošne bolnišnice Novo mesto. Ženska narava je drugačna od moške in čeprav tudi z njimi zelo radi združujejo svoje sile, je prav tudi, da na tovrstnih srečanjih povežejo ženske poslovne ideje, pravi podpredsednica društva Arijana Lipovec. V društvu je trenutno 140 članic. Bistveni namen je poslovno združevanje poslovnih žensk, da si med sabo izmenjamo izkušnje na nek bolj domač način. V novomeški bolnišnici sta jim tako poslovna direktorica Mira Retelj in strokovna direktorica Lučka Kosec predstavili delovanje bolnišnice, ki se bo morala v prihodnje usmeriti tudi na tržno področje, saj bo čez leto dni prost pretok pacientov. In tako bomo tudi mi pričakovali paciente iz drugih evropskih držav, kot bodo verjetno tudi naši pacienti odhajali, če ne bodo naše storitve dovolj kakovostne. Osrednja tema srečanja je bila sicer namenjena sistemu zdravstvenega varstva včeraj, danes in jutri. V zavodih so nekaj ukrepov že naredili. Pričeli smo na področju obvladovanja materialnih stroškov in pa nadaljujemo na področju racionalizacije, tudi morda nekaterih preiskav. Ugotavljajo namreč, da se nemalokrat dogaja, da se preiskave, ki jih koristimo, ko želimo ohraniti naše zdravje, večkrat ponovijo, še dodaja Mlakarjeva. V Sevniškem domu upokojencev je svoj 100. rojstni dan proslavila Uršula Koritnik. Doslej v domu takega jubileja še niso imeli, zato so svoji prvi stoletnici pripravili posebno svečanost. Uršula Koritnik se je rodila na današnji dan v Jelovcu. Okusila je dosti bridkosti, tudi izgnanstvo med vojnom, ki je vzelo oko. Zdaj se raje spominja lepih dogodkov iz časov svojih 2 zakonov. Čeprav nima svojih otrok, so jo v srcih posvojili potomci moža in ona njih. Na vprašanje, kako se počuti v domu, je povedala: Prav lepo. Ja, jaz sem tako zadovoljna. Vse imam rada, vse so tako dobre. Res, vsi so dobre. Čisto vse imam rada, kolikor jih je, hvala Bogu. Da jih je Bog dal, tako dobre. V tem tednu je 100. rojstni dan slavila še Rozalija Štefanič z Mrtvic, ki pa je še toliko učila, da lahko živi sama doma. V Brežiškem domu upokojencev pa so imeli letos že 3 stoletnice. Verjamem, da za konec prav prijejo tako spodbudne novice, da jih le ne bi zmanjkalo. Lep večer še naprej.